Ko so prazgodovinske meglice še zastirale obzorja, so bile vse poti še uganka stvarstva. Morda so uganka še danes, ko po že uhojenih poteh hitijo sodobniki in ustvarjajo svojo zgodovino. Ljubljana z vsemi svojimi prebivalci, nekdanjimi in sedanjimi, pozna to zgodbo. Od prazgodovine do danes. Od rojstva do razcveta. Od zatočišča do prestolnice. Genesis. Prvi prebivalci današnje Slovenije so bili prvi Evropejci, neandertalci. Na dolgi in nevarnosti polni poti z vzhoda proti zahodu so si tudi tu, v novih, neznanih pokrajinah, ob rečnih strugah in jezerih, poiskali domovanja. Najdba koščene piščali leta 1995 v Divjih Babah na zahodu Slovenije izpričuje bogato duhovno življenje teh ljudi, ki so svoje sledi, tedaj seveda samo kamnita orodja in orožja, pustili tudi na robu Ljubljanske kotline. Le tja je lahko stopila človeška noga, le tam so bila tla čvrsta. V času neolitika, posebej okrog 6. in 5. tisočletja pred našim štetjem, pa se je zgodila prava revolucija. Ljudje so se ustalili v stalnih bivališčih, naseljih. Glavni oskrbovalni dejavnosti sta bila še vedno lov in ribolov. Okoli leta 3900 pred našim štetjem, torej proti koncu kamene dobe, pa lahko prvič govorimo o načrtni in dobro organizirani gradnji naselij. To je čas, ko so ljudje začeli krčiti gozdove, se ukvarjati s poljedelstvom in živinorejo, kar je seveda bil tudi pogoj, da so se sploh lahko za stalno naselili. Kaj je privedlo takratne ljudi, da so poselili za močvirje na tla in se naselili na bregovih takratnega jezera na Ljubljanskem barju, je danes verjetno težko razumeti. Vsekakor pa so bili pri gradnji naselij izredno spretni, se nam tudi današnji poskusi in rekonstrukcije odpirajo nekatera temeljna vprašanja bivanjske kulture nasploh. Ljubljansko barje je bilo izjemno privlačno za koliščarje, saj so od druge polovice 19. stoletja, ko so gradili južno železnico, odkrili izjemno gosto poseljenost zlasti južnega dela barja. Presenetljive najdbe kolišč in koliščarske kulture, ki jih je odkril Karel Dežman, so bliskovito ponesle ime Ljubljane po vsem svetu. Ljubljana se je s koliščarsko kulturo vpisala v svetovni zemljevid evropske in svetovne prazgodovine. Odkrita je bila še ena stran zgodbe, ki se je dogajala na prostoru, kjer bivamo danes. Toda življenje na koliščih še vedno ostaja nepojasnjena skrivnost. Prav gotovo pa je za takratne ljudi bila to velika prednost. Na eni strani bližina vode, ki je bila glavna komunikacija, pomenila pa je tudi seveda vir preživetja. Na drugi strani bogastvo hrane, torej ribolov, lov v zaledju v vseh gozdovih in pa seveda dobra zaščita oziroma varovanje naselij, ki so bila v tem smislu nedostopna.
Še eno selitev doživi Ljubljansko barje, prihod prvih metalurgov. Kamena doba se umakne bakreni, koliščarji razvijajo kovaške sposobnosti. Spretnost v lončarstvu in keramiki se izkaže tudi pri obdelovanju nove surovine bakra. Danes vemo, da je bilo prav Ljubljansko barje izredno važen metalurški center za jugovzhodne Alpe. Na enem izmed kolišč, ki jih je pred leti raziskoval Inštitut za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sicer na založnici pri Kamniku pod Krimom, ki jo na osnovi dendrokronoloških raziskav in radiokarbonskega datiranja lahko postavimo v čas, ko so v Egiptu gradili Keopsovo piramido. Namreč na tem kolišču smo nekako zamejili obdobje bakrene dobe. Z raziskavami smo ugotovili, da se nekje v 24. stoletju poselitev na Ljubljanskem barju ponovno nenadoma prekine. Dotlej pa je bilo Ljubljansko barje s številnimi kolišči živahno poselitveno območje, o čemer pričajo mnoge arheološke najdbe, predvsem keramične. S svojimi značilnostmi tvorijo prepoznavno ljubljansko koliščarsko kulturo. Toda najbolj spektakularna najdba iz tega časa je leseno kolo z osjo. Našli so ga na starih gmajnah pri Vrhniki leta 2002. Neverjetno. Zdaj tale vzorček tega kolesa se je odlomil že med vzorčenjem na terenu. Anton, ti praviš, da to je en zelo pomemben detajl, kje točno se je nahajal? No, takole. Na tem mestu. Se vidi ta prečka, ne? Ja. Najbrž da takole. Ne, tukaj. S to vrzel je zapolnjevala. Aha, to se pravi, da je bila še ena tlelja noter. Ja, prečka je tam, je še en košček, je tam, tukaj je tudi del letve. Ker tlelje so šle vse v tej liniji. Ne, tale leto tukaj je podaljšek tele. Ja. In s tem je v bistvu ta del je zapiral tole odprtino, kjer je bilo potem kolo To bi nataknjeno se na dalo os. tudi identificirati iz tega kosa, ne, če pa še na ta in zgleda, da je, ne. Ja. Saj ni problem, ker tale površina je bila ravna tlele, ki je vidi se v tej smeri. To se pravi, da je bilo kolo poškodovano pri poljedelskih delih, takrat, ko je še Ko so bilo jarek kopali. ko je še bilo v naravnem okolju. No, sreča v nesreči je bila, da smo mi ta element že imeli v laboratoriju, da smo že naredili mikroskopske preparate. To bomo tudi pokazali, kako jih naredimo in kako jih opazujemo pod mikroskopom. Tako da smo identificirali, da je kolo narejeno iz jasenovine. Tale os je bila očitno narejena iz enega kosa. Branike bi se na žalost videle na telem mestu, seveda pa v tem primeru ne Je pa to smemo center drevesa, Katarina, destruktivno ker se vzorčati. tlele vidi stržen očitno. Tale kos je pa padel stran že na terenu. Ne, to smo Ja. odlomili, ker nismo vedeli, da je to sploh da je kolo, ne, niti da je še kakšen kos, ker nismo toliko temeljito čistili tam na terenu, ne. In smo stran, Kaj ga... pa se pa odlomili, jasno. Kolo z osjo, torej ostanek voza, sodi v zadnja stoletja 4. tisočletja pred našim štetjem, natančneje med leti 3360 in 3100 pred našim štetjem. To pa so na svetu doslej najlepše ohranjeni in najstarejši ostanki revolucionarne iznajdbe človeštva,
kolesa. Zdaj ga hrani ljubljanski mestni muzej. Koliščarji so torej poleg drevakov uporabljali tudi dvokolesne, enoosne vozove, s katerimi so prevažali raznoliko blago od kolišča do kolišča. Lega Kolišč je bila nedvomno zelo dobro izbrana, saj so na njih takratni prebivalci vztrajali več kot 2000 let. Z odkritjem bakra pa so Kolišča postala pravo trgovsko-obrtna središča. Živahna trgovina koliščarjev prinese v te kraje trše učinkovitejše izdelke, prvo bronasto orodje in orožje. Zakladne najdbe iz Dragomlja in Novega mesta so obilne. Bronasta doba je pomembna prelomnica tudi za naše mesto, Ljubljano. V pozni bronasti dobi, okoli leta 1300 pred našim štetjem, ki jo imenujemo po načinu pokopa tudi kultura žarnih grobišč, pa je nastala vrsta novih poselitvenih jeder. Prebivalci so poselili bližnje hribe in vzpetine, to pa je tudi čas, ko je prvič poseljen center Ljubljane na Grajskem griču. Najbolje ohranjeni dokazi poselitve so seveda grobovi, ki preživijo tudi smrt. Kultura žarnih grobišč je v tem času zajemala vso Evropo, od Podonavja do obal Atlantika, od Karpatov do Miken. Pri nas je pomembna ljubljanska skupina označena z najdbami v 323 odkritih grobovih na dvorišču Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zlasti grobovi so tisti, ki označujejo celotno kulturo neznanih ljudstev, ki so v zadnjem tisočletju pred našim štetjem naseljevala staro celino. Sežig pokojnika ter grobni pridatki govorijo o veri v posmrtno življenje. Toda umrlih je bilo vse več in življenje na griču je začelo zamirati. Presenetljivo po obdobju blagostanja v 9. in 8. stoletju pred našim štetjem. Leta 35 pred našim štetjem je keltski Norikum na miren način vključen v rimski imperij. Na slovitem zemljevidu Tabula Peutingriana je vrisana tudi Emona, ki jo Plinij starejši prvič omenja sredi 1. stoletja našega štetja. Najstarejši spomeniki lapidarija, ki sodijo morda še v Cezarjevo ali pa zelo zgodnje oktavijansko-avgustejsko obdobje, se pravi za časa začetka vladavine cesarja Avgusta, ki so zelo pomembni, ker kažejo na zelo zgodno romanizacijo tega prostora. Nato so prebivalci rimske kolonije na ukaz cesarja Avgusta in njegovega posinovljenca Tiberija leta 14 in 15 našega štetja zgradili obrambni zid, ki novo ustanovljeno mesto, municipium, Emono, v naslednjih stoletjih brani pred vsakršnimi napadi. Zid, ki ga je videl še polihistor Janez Vajkard Valvazor v 17. stoletju, je bil visok tudi do 8 metrov, širok 2,5 metra, 4 glavne ceste, ki vodijo iz mesta, pa sledijo smerem neba. 26 obrambnih stolpov brani mesto s približno 6000 prebivalci, kolikor jih je v cvetočem obdobju živelo v antični Emoni. Antična legenda pravi, da so obrambni zid in stolpe zgradili Jazonovi argonavti, ko so z zlatim runom in lepo Medejo bežali pred zasledovalci s Kolhide. To naj bi se zgodilo v 13. stoletju pred našim štetjem, torej v času razcveta bronaste dobe. Po ustanovitvi Emone, zapisi o tem izvirajo iz 4. stoletja našega štetja, so se argonavti odpravili naprej po vodni poti Ljubljanici. Ko pa so prišli do njenega izvira, se je pred njimi dvignila strma pečina in poti je bilo konec.
Jazon je silovito udaril s pestjo v skalo. Še danes tej skali pravijo Jazonova pest. Rimska Emona pa je izpričano nastala v 1. stoletju našega štetja. Emona je bila prvo pravo mesto v širšem ljubljanskem prostoru. Imela je pravokoten tloris z osrednjim trgom, forumom in mrežo pravokotno križajočih se cest, med katerimi so bile stavbne površine. Kot rimska kolonija je imela Emona obsežno pripadajoče ozemlje, okvirno Gornje Posavje, za katerega je bila gospodarsko, politično, kulturno in upravno-administrativno središče. Čas rimske zasedbe tega prostora je hkrati čas velikih zemeljskih del, kot je izgradnja rimske cestne mreže in regulacija nekaterih rek, predvsem Ljubljanice. Urbanizem in arhitektura rimskih mest sta bila v tem času na zavidljivi ravni. Praviloma so imela mrežno strukturo, na sredini je bil obvezni forum, glavni trg in prostor, kjer se je sestajala kurija, mestni svet 10. Bivanska kultura je bila stanu primerna, hiše bogatih, udobne in prostorne, saj so merile tudi po 60x60 metrov. Trenutno smo v eni taki hiši, ker je bila ta blokovna hiša, če jo smemo tako imenovati, razdeljena na posamezna stanovanja. Eno tako stanovanje je zavzemalo približno 500 kvadratnih metrov, v njem je bila kuhinja, hodnik, dnevna soba z mozaikom, zimska soba, 2 spalnici. Skratka, imelo je vse tisto, kar je neko gospodinjstvo potrebovalo. Značilnost tudi teh hiš, ker verjetno niso najrevnejši živeli in stanovali, je imelo, kot sem že prej omenila, podove okrašene z mozaiki, ob stenah so bile freske. Za zimski čas pa je bilo to vse ogrevano in to na poseben način. S toplim zrakom, ki so ga, torej kurišče je bilo izven stanovanja, vendar toliko vključeno, da je ta topli zrak skozi posamezne predele prehajal pod podove in pod stene stanovanj oziroma posameznih prostorov. In kako je bilo takšno stanovanje opremljeno? Opremljeno je bilo verjetno po vzorcu, tako kot so povsod v tistem času opremljali. Stanovanja so bila prazna, garderobe so bile posebej. To ni tako kot danes, ko so prostori prenatrpani, ampak bilo je vse prosto. Tu pa tam kakšna mizica, ležišče. Spalnice so bile ponavadi majhne, tam se je samo spalo. Tako, kar prekrasne vzorce imamo v Rimu, v Ostiji, v Pompejih in čisto nič drugače ni tu v Emoni. Arheološka izkopavanja v 60. in 70. letih so odkrila bogato sliko antične Emone, največ seveda v urbanistični podobi ter predmetnih najdbah. Ena izmed najlepše ohranjenih in osupljivih najdb je vsekakor nagrobni kip Emonca, ki so ga našli leta 1836 na nekropoli ob severnih vratih, ob Porti Pretoriji, kjer stoji še danes, ob Plečnikovem podhodu na Kongresnem trgu.
Emonec, izvirnik hrani Narodni muzej Slovenije, je postal simbol antične Emone in sopotnik vseh potovanj v čas, ko je bila Emona prva pomembna postaja med današnjim italijanskim prostorom, Oglejem antično Akvilejo in vrsto mest na jantarni poti, od Celeje in Petovione do baltskih dežel. Takim zgodbam vsakdo rad prisluhne. Svoje zgodbe pa govorijo tudi napisi na bogatem rimskem lapidariju, ki ga hrani Narodni muzej Slovenije. Kot spolje pa so mnogi nagrobniki vzidani tudi v zidove ljubljanskega semenišča Karolinum v tako imenovanem Dolničarjevem lapidariju z začetka 18. stoletja. Mojstri kamnoseki so uporabljali priročni apnenec iz podpeških kamnolomov, seveda pa so najbolj cenili beli marmor s Pohorja, pa tudi iz kraških in furlanskih kamnolomov. Mnogi napisi so vir raziskav o duhovnem življenju Emoncev. Rimljani so, kot vemo, prevzeli številna božanstva grškega sveta, a tudi sami so povzdigovali svoja. Emonci so častili mnoga božanstva, tudi poganska, ekvurno so častili že staroselci. Državljani Rima so seveda častili Jupitra, gospodarja sveta in zaščitnika rimske države, in njegovo ženo Junono, zaščitnico družine. Razumniki in obrtniki so častili Minervo, boginjo modrosti. Kot dobri trgovci so se zahvaljevali Merkurju, kadila pa so obvezno prižigali tudi Fortuni, boginji sreče, in Viktoriji, boginji zmage. Osrednje mesto so božanstva imela na forumu, glavnem trgu, seveda pa tudi na drugih javnih in pomembnih mestih. Ko so Judje po velikem požaru Rima leta 64 preživeli Neronove poboje prvih kristjanov, se je njihov verski nauk presenetljivo hitro, res da potalno, širil po rimskem imperiju. Zločinsko tuje verstvo, kot so ga sprva imenovali, je leta 313 cesar Konstantin, sicer rojen v Nišu, povzdignil v državno religijo, obvezno po vsem rimskem imperiju. Častilci drugih ver, barbari oziroma pogani, se niso smeli poročati s pravovernimi Rimljani. Tako je bilo do leta 373 tudi v Emoni. Mnogoboštvo, značilno za rimski imperij, je izginilo pod težo prepovedi. Državno pokristjanevanje je bilo zadnje dejanje pripadnosti Rimu in tudi v Emoni zgradijo starokrščanski center s krstilnico. Krščanstvo se pojavi v Emoni verjetno že v 3. stoletju, po nekaterih indicih morda že prej. Vendar je v koncem 4. stoletja, v začetku 5. stoletja, za časa cesarja Honorja, tu bila starokrščanska krstilnica in če je krstilnica, je seveda tudi cerkev. Starokrščanski center je eden, bi lahko rekla, najlepših in najbolje ohranjenih doslej v Sloveniji. Krstilnica je pravokotne oblike, pokrita z mozaiki, in sicer mozaiki, ki tudi nakazujejo, kdo je živel na tem mestu. Kajti mozaiki so bili pač zgrajeni z donacijami, to se pravi z denarjem, ki so ga pač takrat na občinski, torej ljudje, ki so spadali v to občestvo, dali toliko denarja, da so zgradili ta mozaik. O zgodnjem krščanstvu seveda pričajo tudi številni pokopi, značilni za ta čas. Toda nova ljudstva, ki so že v 5. stoletju hrumela nad propadajoči rimski imperij, ki ga je verjetno zlomila njegova lastna vojaška moč, poteptajo tudi Emono. Leta 452 izgine v plamenih in to je konec rimskega obdobja pri nas.
Arheološke najdbe z prostora današnje Ljubljane ter njene okolice govorijo, katera ljudstva so hrumela po tej večno obljudeni poti med vzhodom in zahodom, med severom in jugom. Zaton antike označujejo selitve mnogih ljudstev in med njimi, skupaj z Avari, pridejo po odhodu Langobardov leta 568 na ta prostor tudi prvi Slovani, naši predniki. Začenja se novo poglavje življenja. Začenja se srednji vek, ki z vzponom frankovskih vladarjev in fevdalizma zaznamuje celotno Evropo. Tudi kasnejšo Lovigano in Kranjsko, današnjo Ljubljano in vso Slovenijo.